pil že kdaj slab šnopec? Sem in kažem, je bil dober. To je to, ja. Okay. Smo, veš. Ja, le smo. Dobro, vsak je zelo, kako bi rekel, zaščitniški do svoje ustvarjanja. Ne? Ja, sigurno, da je najboljši. Nisem jaz. Sej, recimo, ne. Kolego pač, ki ima tak posel, mu dosteli kmetje nosijo svoje pridelke, ne, domače obrti. Tako. In prav ni bilo še enega, ker ne, tega le pa moraš probati, ta je pa moj, ta je pa ta najboljši. Ja, to. Pa pol jih jaz za šipe pomiva tam, dosti dobrih ostalo pa... Ja, pa vse ljudje znajo, ne, sam, je pa res se pravim, je pa ta moment, ja, da vsi so zelo ponosni na svoj izdelek, tako da ja. Ja. Kašni mrata, kašni malo manj. Prvinu isto. Vse to, jaz bolj iz vina govorim za šnopca. Nolata vin je bil najboljši. Je bil, a ne? Mislim, pa res za drugih nisem pil, tako da... Ja, sej to pomaga, ja. Mislim, sem tu pa tam v gostilni, sam sem bil ponovadi že toliko alkoholno prestrašen, da bi bilo vseeno tudi, če šmarnica pil. No, to po moje... Ne, se veš, ker si recimo, ne vem, kar se navadaš. Tudi da šmarnico so ljudje trdili, da je pa najboljša. To sem imel izkušnjo. Tudi to je res, ja. Ampak te so z Dolenjske, pa pač jim je pol oproščeno, ker ne. To je res. Ker so navajeni, tako kot Aljo rekel. Ja, jaz sem enkrat z enim sodnikom govoril, ker pač sod na teh tekmovanjih pri nas, ne. Ja. In, ker sem rekel, kako, mislim, da pač meni je en vin všeč, ne, kako to oni sploh ocenjujejo, ne, in je pač komentiral, da oni iščejo napake v vinu, ne. Se pravi, vin ima napake, oni ne ocenjujejo, ali je ta vino dobro ali ni dobro, ne? Ampak v bistvu, da ima odsotnost tistih napak, ki se pač pojavljajo v vinu. Ne? Ti to lahko, mislim, tako, ti to lahko ocenjuješ. Prav drugače pa vin pač, če ti pa še pit prav niso, ne? Prav, če si pil od 8 leta naprej ciknen cviček, prav imaš ciknen cviček rad, mislim. Ne, pa se to ni. To je najboljši vin. Ja, če ti paše, točno to, jaz se strinjam s tem. Pi, kar ti paše, ne? Se v resnici, valjda, ja. A veš, včasih je to sam na dober pa slabo, ne? 4 sorte smel, ne? Dober slab pa rdeč pa bel, ja. Tako da ja, evo, spet smo natresli neki modrosti. Ja, to je to. Same modrosti, alkoholu. Za več sledite naš kanal, kako že pravijo. Pejte na Discord. Tako. Same modrosti, še več. Ja, ne, pogovarjali smo se pa začeli o alkoholu glih zaradi Discorda, ne, ker smo prejšnji teden obljubili, da bomo povedali, kdo je bil ta, ki je bral štoparca in šnopc kuhal. In rekel, čista meditacija, to je bil Gregor Sidious, tako da se strinjamo, da je, ne. Je fajn, če značo. Mislim, jaz zdaj nima neke silne potrebe, ker sem gotovo, da tudi v štarije, ker sem včasih med malco rad šel, kakšno sredo, kam, ne, kje pojest, veš, pa na 2 pera, da zdaj nimam več te vole nekako, ne, mislim. Kaj sploh iti tja, kje pojest, ali? Ja, ker v bistvu sem šel bolj na 2 pera, no, ampak zdaj, zdaj pa pač, prejšnji teden sem šel, ampak po res dolg cajta, ne. Me ne vleče to ket, tako da se ne morem čisto poistovetiti s tem šnopcem, ampak razumem pa vzgib, ne, da nekaj je fajn, ne. Ja, mislim pa, šnops kuhati je taka... Dober hobi v resnici. Ne, ja, to ja, ampak dolgotrajen proces je, mislim, moraš ždeti, še posebej, pa nekaj moraš tudi zati, ne. Ja, to kot vsako stvar, ampak ko šnops kuhaš dolg časa, si tam, to hočem reči in valjda, hvala Bogu, da poslušaš nekaj. Pa pol, a veš, ne, je, pa pol nekaj recimo svojega probaš. Ne? Tako. Pa sploh še tako, če praviš, da ne vem, ne, da pol še koga povabiš, pa tako. Da pohval, ne. Seveda, se to je taka družabna stvar, ne. Je taka, mislim, je lušten hobi, no. Tako, pa se ti, ko ti praviš, ne, tak hobi, če bo šlo pa res vse v pizdo, ne, pa ti zna pomagati pol na dolgi rok. Bolj lušten je, ja.
Če bo šlo, odvisno, koliko bo šlo v pizdo, če bo šlo toliko, da bi bilo, da bi rabo kakšne taborniške skills, bo sicer v redu, ampak... veš, tukaj to je take stvari, veš, cigareti, šnop, take stvari, znajo valuta ratati. Vem, ampak se pravi, če gre pa še bolj v maloro, pa ne, da se bomo šli, kdo bo plenil edino srnico v, ne vem, tam pa pol smo že čisto zajebali. V Pohograjcih, tam smo pa ne. Sam peli? Ja. Kaj sprej rekel, ne, da po noč ne bi šel v gost teč šnopcem, bi verjetno šel. Zdošč šnopca greš tudi v gost, po noč. Ja. Imam eno lepo zgodbo, kako sem se kotalil iz Rožnika dol. In sem prišel na nasprotni strani ven. Tisto, kar si hotel jeti. Ja, mislim, noben človek, ki gre iz Rožnika zvečer dol, noče iti na večno pot, kjer ni nič. Ne? Ja, jest. Ne. Jaz grem domov. On gre domov. Jaz sem šel, če bi šel vsaj proti tebi, vmes sem ven padel. Tam, kjer res ni nič, razumeš, slabo v glavnem. Ampak sem gotovo, da lahko pokličem taksi, pa je prišel po meni. Vse v redu. Pa si dobil v redu, če si vedel, kje na večni poti si, da si ga lahko usmeril. Se nisem vedel točen, sam pač rekel sem, da ne pelo v eno smer, pa se je prikazala Šiška in sem bil vesel. Ker sem bil tudi še malo prestrašen alkoholno in nisem čisto dobro vedel, kje sem. Ampak na koncu je vse dobro iztekel. No, tako. Iztekel se. Ja. No in tem bo več v drugem podcastu, kaj ga bomo enkrat. Kaj pa če mi kar veš, ko vse te knjige preberemo, pa pol kar tle nadaljujemo ta osebno izpovedni, oziroma več osebno izpovedni podcast. Tako. Ja, Kaj me je šele zapovedati, če bi se vse spomnili? Se mogoče se ne bi hodilo vsega. To pa ne bilo. Pol življenje ne bi bilo. A sam kaj, pa bomo še pomnite tovariši, ker zdaj smo bolj pridni, pa ne, bolj zdravo živimo, pa tako ne. Ja, v bistvu boje ne sorte še pomniti. Ja, sem res, ja. Zdaj se bo ti pogovarjali. Tukaj je zaščiteni ime. A lahko ukrademo. Ne, se že nehal. Zdaj nisem več pomnite kot tovariši. Zdaj se sledi časa. Tako da mogoče... V bistvu ja. Še počakamo še kakšen let, kako smo mi na izi, veš, mogli se iztekel tisti 15-letni buffer zone, ki je. To je v redu, ali pa 30, se nima veze. Da potečejo avtorske. Da potečejo še post-avtorske pravice, pa bomo pa že. V izi, lepo, lagano je, samo teraj, v redu bo. Pejmo mi zdaj počas na avizo, po mojem. Na ta podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. To. In tudi v enem poglavju štoparskega vodnika po galaksiji. To, pejmo ne. Mi smo Aljo, Peli in Zi. Ja, kakor smo že rekli, ne, nismo še rekli. Naročite se na naš podcast v vašem najljubšem predvajalniku, kako vam povemo na hvalaloseribe.si. Ja, gremo pogledati, kaj smo pa delali v prejšnji epizodi. Ja, študiral sem, to sem pozabil reči teden povedati, da če pa nisi Darta opoja dobila, mislim, komada opoj pri tem poglavju, pa mora pa to mi še enega opoj in zmaj narediti. Zmaj to bi bil tak ljubljanski komad. Ja, sej to. Sam bi šlo, veš, vse, je tudi taka, veš, ne, tudi, kako bi rekel, pašek si Darti. Sej. Opoj, zmaj, Ljubljana. Ljubezen, Ljubljana. To mi, ka vem, da poslušaš naš redni poslušalec, nared. Ja, pa... Kaj čakaš nared? Če nož da 42 postov, bomo tudi 4,2 zadovoljni. Dobar. Napiš nas na tem notaru, vsa so zmena roka. Vse smo že not, ni panike. Don't call us, we'll call you. Ja, zmenen. Hvala, ni treba, hvala. Sam ti piši. Hvala, sam ti piši. Ja, no, to je bilo, no. V bistvu bil tak prehoden poglavje, da lahko kar gremo na naslednje poglavje. Zdaj bomo še kvarnik, pa kar štartamo. Ker ne, smo v poglavju in štartamo s tem, da sta zvečer v Izlikonu in da je
bil Hotel večer sladek in opojen. Tukaj bi mogel biti en taka baslija. A je ta funky. Čeprav pol pride druga baslinija. Dobro, ampak zdaj za začetek bi lahko bil, je it's porn music. Ja, tak funky 70s. Tako, funky 70s porn music. Ja. Pičimo. Ne vem jaz. Čak si grem jaz po perk, ker jaz to ne moram sodelovati v tej debati. Pa gremo pa naprej. V redu, da. Sicer v drevoredu, ali kje sta že bila, ni bilo unih zmajev, še vse se je pa dogajalo. Se pa dogajalo, ampak tudi če bi šli lahko v sosednji kafič na pico, ker sta imela ona dva, je doš prical feromonov med Fenčič pa med Arturjem. Ja, seveda, smo spet pri Fenčič pa pri Arturju, ker če ni bilo očitno. Marvin je missing in action, zapko, da ne vemo, kje je Trillian, se je pa tudi zgubilo, boh ve kje, tako da... Ford pa tudi, ne? Ford je pa gorlah nekje. Ford pa Ford se gre pa galaktične vojne. Ja. Dolga je pot čez Bahame. Ja. No, in pol, onda se gre to še zmeraj mesuno igrco, ker ste se želeli že v Hyde Parku, kaj je narobe s Fenčič. Tako. Zdravnike. Zdravnike se šla, ja. In da bi bila stvar malo še bolj romantična, je dal Artur na Plattenspieler Dire Straits. Ja, res. Mislim, ste se preselila iz parka. Ja, doma sta zdaj že. Tako, doma sta v prvem štuku tam gor in Fenčič je odprla vrata. Platka je padla. Sem šel pogledat, kaj pravi internet in svet o tem, kjera plata od Dire Straitsov je. In je Making Movies. In komate pa kaj že? Tunnel of Love. Tunnel of Love, ja. Dobar. Ja. V redu. Ga poznate. Če ga zdaj po imenu ne poznate, ga poznate. Zato, ker ga slišite od spota, ampak dobro. Ampak ne, to je tak komat, ki ga poznaš, če ne veš naslova, ga veš, da je to. Veš, da so Dire Straitsi, veš, da je... Je res, ja. In je tudi primeren temu, kar Fenčič pa Artur počneta, se pravi, se greta zdravnike. Tako. Ker Artur... Oziroma iščete napake v tem danem primeru. No, ja, sej, ampak tako. Iščete napake. Ampak Fenčič pravi, da mora iti mal dol in komad gre mal gor. In pol avtor poje slavo Marku Knopflerju. Ja. In, to si pa lepo povedal. Je tako, kot je treba. Ja. Nisi rekel Knopfler. Ker K je tih. Ja. Mark Knopfler, K je samo od Marka, ne od Knopfler nima K-ja. Ja, jaz sem mislil, da se že bolj v kitaro spotaknil, pa boš razložil, koliko je to huda kitara. Ne, ker nikoli nisem bil fan Schecterjevih Stratocasterjev. Ne. Zanimiv. Se misli, da je to dobro. Original ali pa GNL, v redu, vse ostalo. Ne, sem probil tudi kakšno tako dobro, sam je above my pay grade. Ta dotična mi pa ni dopadla nikoli pravzaprav. Ker ta našpičena, kama humbuckerje, veš, to je blasfemija. Pa niso humbuckeri cool, pide. Sam zato imaš drugo kitaro, halo. Jaz sem to v glavi. Ja, to imaš Les Pola. Ne, midva ulazila v ovo. Ne, se sploh ne vem, jaz sem si to zapolnil, veš, humbuckeri so cool. Ja, valjda. Da posotkov meniš humbucker. A vidiš, kako so humbuckeri na Les Polu? To pa še ne, ful, ne. Na stratu, kje pa strat, tam ne, niga. Aj notre. Pa Unibel pašajo, ne zgleda. No, okej, no, isto se dobro igra, sam ne zgleda. Štekam. Jaz sem mislil, za humbuckeri zberi kul, ampak očitno niso. Vidiš, tega nisi vedel. Jaz pa na Jazzmasteri so kul, sam na stratu pa ne zgleda. A veš, in ta Scheller to ima. Ja. Kada greš s Hiluksom v opero. Ne gre neki. Odlična primerjava. Ne bom kmetov žalil, ampak preklet kmet. Sem res. V glavnem, Mark Knopfler žge močno. In ona dva greta mal dol. Ona da se tudi skor žgeta zelo. Skor žgeta, ja, ampak preverjata eno koleno. Jaz sem šel pol malo pogledati te playliste, veš, pa sploh ni Dire Straitsov gor.
To je bilo le v 80-ih napisano. Tisti dan je bila ta plošča izjemno popularna. Če si bil Anglež. Okay. Po mojem, tukaj moraš manjše časovno komponento uporabiti. Pa lokalno. Jaz sem najdel en blog od enega gospoda, ki je isto iskal, kjera plata je, pa kjer komat je. In ker se mu je strašen dolg cajt zdel, da je točen ta. In polk je ugotovil, da je točen ta, je rekel, točno vem, v katerem delu česa točno kje govori. Ne, kako imate dober. In je bil ful vesel, da je to res ta komat. Bom dal link, ker je tako res dolg blog zapis. Pa je tudi očitno Anglež, mislim, saj tako sem razbral. Tako da, a veš, tisti cajt roja, mislim, glih takrat je bil glih prav star. Tako je, glih to se hoče reči, glih ta prav, kako bi rekel, časovno periodo je. Tako, kamen je sicer komat super, ampak si ga ne predstavljam v tej vlogi. Tudi jaz to, komat je lep, pa dober, tudi jaz ga ne bi zavrtel v taki situaciji. Ja, ne. Sploh pa ne na prvo žogo. Ne. Takoj. Ne, zdaj pa bo, kot tam skoraj piše, šprical bo zdaj. Zdaj šektere v strat, pa gasne. To bo noro. Ne bi imel to, veš. Sam Fenčerč ni bila navadna punca, ne? To je pa res. Ja, zato, ker mu je dala lupčka, ker je očitno Mark Knopfler tako dobro igral, ne. Vmes, ki je on šel iz kolena na kolen, pa dol, pa je šel pa nagležen, pa vse, mislim. Ne, sem se dal, ko te spomnim, kolen. Zabite, to je čist lokalen štos, ampak jaz sem mislil, da bom umrl od smeha. Jaz bi se spomnil. Jaz ne vem lokalnega štosa. Drage poslušalci, jaz sem z vami, ker ne vem, o čem govorita. Da če poslušaš, zdravo. Verjete, ne, ampak lej. No, bo pa pošel ta. V glavnem, kje smo bili? Pri kolenu. Aha, pri kolenu. Pol ima pa še vmes štorija od sestričen, od blazin, ki so tam nazeta skovorni beta ali neki. In da se je Fenčerč tako dobro podrgal. Mislim, vse je res zelo je lepljivo, kot je v prejšnjem poglavju rekel. Je navezava, ja. Zdaj tudi razumemo, zakaj so bili oni zmaji. Mislim, malo bolj razumemo, zakaj se jih je operil, čeprav ne bo treba to ksajto vzeti, ampak dobro, v redu. Super je in pol ugotovi Artur, da je nekaj narobe z njenimi nogami, ali mu celo reče. Ne, on začne ugotavljati, pa šalite iz kolena gre niže. Ja, seveda. Ker mu ona reče, ne gre dol, pa gre dol. Ja, in pol jo spusti na tla. In pol ga pa vpraša, kaj je torej narobe z mojimi nogami. In pol se on usede na tla in jih gleda v njihovem naravnem okolju. To je res dobro. V naravnem okolju jih je gledal. Habita. In situ je bil in jih gledal v naravnem okolju. In pol ugotovi. Tukaj sam še Richard Attenborough zraven bi mogel biti, pa da razlaga. Ja. Sedaj gledamo noge Fenčerč v naravnem okolju. BBC dokumentarci. Sam še 6 viskijev po 2 cigar mogo preiskati. A da bi imel tak glas. Veš pa. Ja. Ampak v glavnem, ne, ona v bistvu levitira. Ne. Ja, ona je v komadu, levitating. Ugotovi to. Artur ugotovi to. Ja. In Fenčerč je tako očitno, malo je bilo strah, oziroma malo je neko stiskoma, ne. Celo dramo manj. Ni se počutila naravno. Edin človek verjetno na svetu, ki malo levitira, pa ni bilo lih to. Nekaj naravnega. Človek rekel in se je počutila nesigurno. Zelo je bila nesigurna, ker se tresla. Ampak Artur je pa malo objel, enega lupčka je dal in rekel, mogoče pa lahko narediš tako, kot jaz. In odkorakal naravno skozi vrata. Iz prvega štuka še pomembno, če prej smo sicer rekli, ampak smo povedali. Smo povedali, da smo bili prvi. To je bilo nemik poslušalcev. Tako da to je bilo res, to pa ne lahko naredi človek, ki je res sam najbolj zaljubljen. A veš, kako je? Ali pa, ki ni več. To je res, sicer lahko gre v obe smeri. Ali pa kaj ni več, če si z eno roko na kluki, ampak ponovadi to delaš na navadnih vratih. Ne na teh vratih, da veš, ko oni očitno
Zakorakal je proti njim balkonskim, kako bi rekel, nisem balkon, ker ni bilo balkona, no, ampak... Mislim, da ji bo pokazal, da on tudi zna levitirati. Lej, počakamo, ker to je... Po mojem, ne, da je to znak, a veš, to je znak res neizmerne ljubezni. Ne. Res je. A veš, da bo pokazal, lej, baby, če ti misliš, da si čudno, ker levitiraš en centinet. Kukar je rekel Zaphod, ne, v kjermo poglavju, ne? Ja. V Škatliku smiščev dobim bolj čudne stvari, kot prstine. Tako, ne, kaj je bila stipalka? Stipalka, ja. V veži, ja. Točno. Ja. Ja, ne. In tukaj je konc, ne? In tukaj je, ne, Knopfler še odigla svoj solo. Tako, glede tega, ker ne vemo, kaj je to sem mislil. Ja, ne vemo, kam je šel, Knopfler odigla solo in je počinil v dušah. Ja. Tako. Tunnel of Love gre. Lepo, ne, v bistvu. Lepo. Veš, če pa povežeš to še ne, z neko ljubeznijo, pa to, ne, ki jo opeva Tunnel of Love, pa Girl, you look so pretty to me like you always did. Je kar paše, v bistvu bolj paše, kot si človek, ne, pred analizo mislil. Analiza. Ja, ampak no, paše, paše. Mislim, boljš kot še v navadnem doktoru, to hočem reči. No. Ja. Lej, več letiješ, že ne drugega. Yes. Ja, kaj, spet najlepša hvala, ne, vsem, ki ste zdržali z nami do konca in ki nas podpirate, poslušate in poslušate tudi Dire Straits. Ja, vsaj danes ste jih. Smo vas prsili. Ja, če je pač taka tema, je taka tema. Lej, noter sem. Ja. Tako. A zanj zdal Beatle? Kje pa smo imeli Beatle? Ja, ne vem, kaj pol kupoval une parcele tam posod po celi Angliji. Ne, nisem. Ne, sem dal malo v Kintyre, sem dal v Polovo, sem dal, meni se zdi. Po mojem, moram pogledati. Ampak sem imel v planu. Če ne, pa nam še nazaj montirati. Ampak sem dal malo v Kintyre, valjda. Če je prav v teh gričih govori komad. Okay. Če pa nisem, se pa pripričujem za vse všečnosti. Če sem pa tudi kakšen drug komad spustil, pa nam to povejte na Discordu, opravicujemo vse, poševnica Discord, ali pa na teh družabnih omrežjih, kjer smo posod uni. Lahko tudi, kjer je plata vam Dire Straits najbolj všeč. Ali pa kjer imate vi za te reči. Ja, ali pa tako. Za sproščanje hormonov v atmosfero. Lahko naredimo ultimativni Spotify playlist. Yes. How to get it on. Ja. Z 42. Tako, 42 ultimativni list. Ja. To je dobro. Ja. 42 komadov za get it on. Ja, tako. Dobro. Ideja za naprej, ne? Yes. Tako da z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Hvala. All right. Stavljamo pomalo na brzino. Danes, zdaj le. Ja, a smo kaj pozabili? Mislim, da ne. A pa tako je, le. So taka poglavja, pa so taka poglavja. Mislim, v resnici meni sploh ne zdi, da je bilo zelo kaj narobe, pač malo levitira. Ja, pa to je sam še superhero move. Plus, jaz bi tudi. A veš, no, to, kaj bi bilo, če Artur ne bi znal leteti, recimo, ne, če bo slučajno leteti. Se bomo pa to naslednjič pogovarjali, imaš prav, da pridemo do tega, da nam bo spoiler. Ja, ti si hotel že kar vse naprej izdati, ali kaj? Skor sem. Vse povedal. Čakaj, kva moramo zdaj zmotati tole? A ja, ne, kar pust, ker sem gotovo, da itak uporabljajo. Sam bom jim jaz... Nisi svoje zdrihte, kaj kurac? Sej ko mi čakam, da v studio. Dobimo svoj studio. Ne morem tako delati. Ja, se ne da. Ja, se ne gre, pizda.